Ja nič, mi vas sem imela dosti Portugalske, 14 € povratna karta ZDA. Kam so šla Cindy? Ja, vidva so šla kar v San Francisco, ne, na Golden Gate Bridge. Na Golden Gate Bridge, ja, lega. Dobro jutro, Lizbona. Je Cindy končno po dolgih letih skupnega življenja priznala, da včasih se pa splača zjutraj vstati. Ona pač ni jutrnji tipa, ne? Ker pa vidiš take lepe sončne vzhode. Skratka, dobrodošli nazaj na najinem kanalu, z vami so Ponč pa Sonč. Danes se končno odpravljava na road trip, se pravi nadaljujeva najino raziskovanje Portugalske in v bistvu lihkar sva se zbudila v Lizboni. Se vidi, še ta jutranja frizura, ampak to bo moda v naslednjih parih letih. Ja. To je ta andan luka, veš. No, v glavnem zdaj pa prevzemava avto na letališču in se odpravljava, najprej gremo pogledati en tak lep Disney Castle Disney in pol v bistvu greva proti jugu. Ampak, first food, najprej zajtrk. Ičiva na zajtrk. Se vidimo. Evo ga najnega lepotca. No, ni glih lepotec, ki je ves obutan, ker očitno mogočno, noče biti stereotipičen, ampak mogoče Portugalcem znajo voziti. Ali pa so ga kakšni Italijani rentali. Čisto možen. V glavnem značenje, da je okoli obutan. Dobro, lej. Ampak evo, avto mava, zdaj se odpravljava proti gradu. Renta, kar sva vzela pri Goldcarju, v bistvu tam sva dobila najcenejšo ponudbo, itak sva vzela full insurance, se pravi full coverage, ja, cel kasko. In v bistvu je bila fora, da sva hotela vzeti nek tako normalen sreden razred, ta economy razred, ne če sem ga Fiat 500, ampak pač en razred višji. Ampak je cena prišla 15 €, je prišel dražje, če sva vzela ta nižji razred SUV-ja. Ja. Tako da evo sva si prvošla malo boljši avto. No ja, tisti sploh tlele, ker je precej nekih plaž in tega sva rekla mogoče bolj, da ima majčkam višji avto, da niso glih čist prtlej. Tako. Zdaj pa pičiva pred Sintri. No, čau. Midva sva se zdaj premaknila, se pravi iz Lizbone proti zahodu in sicer v mesto Sintra. Tam sva se z avtom vozila okoli in sva iskala, pač kje bi bila pot za ta Pena Palace, oziroma pač Pena... Palačo, ja. In v bistvu Google Maps naju je vodil po nekih makedamskih, nekih čudnih poteh, čez čuden je bilo. In na koncu sva se ustavila, sva malo pogooglala in sva v bistvu zvedela, da je najboljša varianta, kako priti sem gor, da se usedeš na avtobus, pač parkiraš v sami Sintri, se usedeš na avtobus ali pa na tuk-tuk in se odpraviš do gor. Tole je divje! Še ena krajša obrazložitev. Ob odpiranju Portugalske za turizem je Portugalska državna uprava za turizem začela s pregledi in podeljevanjem značk za varno in čisto poslovanje, po standardih, ki jih narekuje njihov nacionalni inštitut za javno zdravje. To pomeni, da podjetje, naprimer nek hotel, je prestal inšpekcijski pregled in usposobil svoje osebje za zmanjševanje širjenja okužb s COVID-19. Zanimivo je tudi, da je Portugalska prva država v Evropi, ki je dobila priznanje kot varna država za potovanje. Potrditve veljajo do aprila 2021 in vam lahko služijo kot usmeritve, kje jesti, kje biti nastavljen v času potovanja, da si zmanjšate možnost okužbe. Seveda je tudi kar nekaj prevarantov, zato se splača preveriti priznanje same ustanove na uradni spletni strani, ki jo najdete v opisu. Gor je res ful ozka cesta, taka čudna in še te tuk-tuki norijo ka zmešani.
Tako da je bila kar adrenalinska vožnja. Kar da bi šel malo v Gardaland za ene pol ure. Malo prehtevati levo, desno, kar vse povsod. Sploh zame, ker se še nikoli nisem s tuk-tukom pelal, je bilo tako, kva ta dela? Je čista Indija, res, prav noro. No, tako da evo, zdaj smo pač prišli tukaj gor, karte sva kupila, čaka pa naju strm vzpon baje do gradu. Tako. Sama palača je pod UNESCO-vo zaščito, za vstopnino boste pa odšteli, koliko je bilo, 14 evrov na osebo. Za tuk-tuk, če vas pelje gor, pa 5 evrov po osebi. Zadihan. Malo sem se zmatral, ampak sva pa vse prehtela. Vse. No, zdaj se pa okolo obrnem. Kaj je? Disney Castle. Ampak moraš še malo močeti v breg. Pikolovina. Palača Pena je bila zgrajena v 19. stoletju v obdobju romantike. Načeloma so pred samo gradnjo še v bistvu nazaj v zgodovini Kelti sem prihajali na to goro, da so častili svoje lunine bogove. Kasneje v 19. stoletju se je pa začela majčkeno bolj uporabljati v turistične namene. Še danes jo pa Portugalci uporabljajo, če se hočejo malo ven metati, pa kakšne predsednike povabijo sem gor, pa imajo kakšne fancy večerice in take stvari. No, toliko lepih gradov v Sloveniji sigurno nimamo. Ja, in kam bi ga rangirala, Cindy? Po mojem je eden najlepših gradov, kar sem jih videla. Ja, no, meni edin, ki se kosa s tem gradom, je po moje še Neuschwanstein, drugače pa res, mislim, koliko je čudovit, to je bolano. Evo, smo pa na privat stolpu, samo za naj. Balkonček. Joj, tukaj je lepo. Kaj da bi ga narisal. Res, kaj da bi ga narisal, ej. Pa toliko ima različnih stilov, malo je rumen, malo je rdeč, malo je sploščic, tako, res, wow. Ja, malo je tak, kao iz orientala, malo je nekih baročnih variant. Tako. Res lepo. Bolano. Se vidi, da je prepletanje kultur tukaj, ne? Sam bolano drugače. A razumeš, da je vsaka ploščica ista? In to je reliefno pač. Bolano. Lej, ploščice so pa znali delati, no. Sigurno. Ti so tudi lepe. Ja? Lepe. Lepe modre. Lej, ti imaš pa zelene. Ja, so pa listki. Koliko različnih ploščic? Ja, ful. Imaš pa alge. Korale, hočeš reči? A to je. Cindy, tole je posla od kralja Carlosa. Veš, koliko je bil mogel biti majhen, da je tle noč spal? Ja, važno, da ima tvoja tajnica boljšo poslo kot ti kot kralj. WC na Štrbunk. Ne, to je zapor. Ne, WC na Štrbunk je. Small space was used as prison. A ja? Ja. Pa kar noter, kar noter. Ti greš kaj noter. Ti greš kaj noter. So ugotovila, da če je vse mirno, pa vse super in fletam in fajn, mora zmer po ena španska familija pride, ki vse pokvar, ki se začnejo otroci dreti. Hej, Cindy, lej, tlele sem pa najdel nekaj zate zakopati. Fuj, umazana banja. Ni umazan, to se tebi sam zdi. Umazana banja. Palača Pena je za nama, ogledana, pofotkana, posnemana.
Ja, v bistvu rada bi svetovala vsem, če boste kdaj prišli, si res vzemite čas, ker mi sva bila malo precenila, koliko časa nama bo to vzelo. In sva zdaj že tako ful lačna in ful zamujava z najnim planom potovanja, ampak je bilo pa res vredno videti. No, tako priporočava poldneven ogled sigurno. Sigurno, ja, da pač mislim, da vse vidiš, da prehodiš vse, s tem, da midva sva imela v ceno vključen še ta Kraljevi park, pa pač ni cajta, da bi si ga pogledala. No, zdaj se pa spuščava nazaj v Sintro in pičiva si pogledati Tor de Belem. Sva uhvatila istega voznika, ki nas je gor pripeljal, da nas je pele še dol, ne? Ja, evo se. Kaj čist lud! Ja, nič, midva sem imela dosti te Portugalske, 14 € povratna karta ZDA. Kam sva šla, Cindy? Ja, midva sva šla kar v San Francisco, na Golden Gate Bridge. Na Golden Gate Bridge, ja, lega! Končno sva se najedla, končno sva prišla do kosila in v bistvu sva se iz Sintre vrnila nazaj v Lizbono. In zdaj bova Lizbono zapustila čez most 25. aprila. Nama deluje ful podoben k Golden Gate Bridge v San Franciscu. Tudi piha to, kot v San Franciscu. Mogoče je most lih malo manjši, no. Ja, ampak tako, na prvo žogo bi pa res rekel, to je pa Golden Gate. Samo un Jezus tam ga izdaja. Hotel sem reči, ja, un Jezus tam gor. Ki je pa mimogrede isti kot un Jezus v Rio de Janeiro, ga malo izda. Sam tudi malo manjša izvedba, po mojem. V glavnem, tako, ko potegneš črto, ugotoviš, da je ta Lizbona res en tak svet v malem. Svet v malem, ja, vse imajo. Vse imajo, ker tudi v mestu noter so videla telefonske govorilnice, une trdeče iz Londona. Še ena stvar, ki smo jo odkrila, londonske govorilnice. Pa rotterdamska, una cirkuja, nekaj v Ja, Parizu. tako da marsikaj se najde, no, marsikaj se najde. Marsikaj, podobnosti. Eiffla imajo. Eiffla imajo sicer, elevator, tam je pač stolpa, pa klej. Klej neka, ne. Nič, gremo midva še Tor de Belem posnet, pol pa ven iz Lizbone, pa končno do plaž, pa do telih. Tako da jaz malo namočam prste v vodo. Mimogrede, za ogled Tor de Belema se vam splača parkirati nasprot tega velikega spomenika. Tam je zastonj parking, ki je, kaj pa vem, dobrih 20 minut hoje od stran od samega Tor de Belem. Kar je pa še večji plus, je pa to, da je ob morju urejena res lepa sprehajalna pot. To ni normalen. Tole, jaz sem najprej mislil, da so plastične vrečke. To so vse meduze. In to take orjaške, gromozanske. Fuck, pa to so večje od mene. Glej to. Čakaj, tako da sonce kaj pusti. Pa vidiš, koliko je gigantska. Ful. Koliko jih je, oši. Lej, tam. Bolj, ko gledaš, več jih vidiš. To je vse. To, kar zgledajo, kaj ne plastične vrečke noter v vod. Ja, sem imela prav, meduze so, lejte to. In to koliko velike. Ne bi se jaz le kopala. Pa jaz tudi ne. Fuck je velika. Ne vem, koliko daleč jaz to snemam. Fuck. Kje smo zdaj, Ponč? Na Golden Gate Bridgeu. Lega, greva čez. No, zdaj se pa Kristusa vidiš tam zadnji. Ja, vse vidim. Sam je ful podoben Golden Gate. Ja, ma isti je, no.
kot vidite, je že zelo pozen, je čas res malo prehitel. Ura je že 8:30 zvečer in midva sva lih štartala proti jugu. Hotela sva posneti danes sončen zahod, ker sva mislila, da bova ful prej prišla na cilj. To nama nažalost ne bo uspel, bova pa probala sončen zahod en drug dan posneti, če bo ratal. Jutri imamo v planu, da se pogledava svetilnik čist spodaj v Škornju oziroma čisto na Rtu na koncu Portugalske. Pa malo se bova kopala končno, če naj nove meduze požgale. Tako da se vidimo kar lepo pri svetilniku. Lahko noč! Lahko noč! Vloga je konec, a najina serija se nadaljuje. Če ne želite zamuditi naslednjega vloga, se naročite na najin kanal, pa kliknite na tisti zvonček, da vas bo telefon obvestil. Ja, to je ful pomemben. Ful pomemben. Se vidimo naslednjič. Čau, čau!